Pozdravljenec, najprej iskrene čestitke za opravljeno splošno maturo. Najprej bi vas vprašala, kakšni so občutki? Ja, hvala. Občutki so lepi, mislim, vsi so bili doma so bili veseli, tudi jaz sem bil vesel in je neko olajšanje, kaj je to končno za mano. Vprašala bi vas, zakaj ste se sploh odločili za dobo oziroma zakaj ste izbrali to online izobraževanje, kaj vas je prepričalo? Ja, jaz v bistvu sem šel v tujino igrati pri enih 17 letih in pol mi je ostal še 4. letnik za dokončati. In v bistvu je moja mama brskala to šolo in pol mi je povedala in jaz sem se pač odločil, ker je bilo v online obliki. Torej nikoli niste obžalovali, da ste se odločili za to obliko? Bi se odločili še enkrat popolnoma enako? Ne, nikoli nisem obžaloval, bi se odločil še enkrat, ker je fajn, da pač tudi, da je srednja šola narejena, tudi zraven tega, zraven nogometa. In kakšne so vaše izkušnje za online gimnazijo oziroma v čem je takšna razlika med klasično izvedbo, kar ste pač obiskovali kot dijak, in to online izvedbo? Ja, ne vem, gimnazija v Novi Gorici se mi zdi, da je bila kar na nivoju, tako da se mi zdi, da sem imel kar v redu podlago in tle bi pa tudi standard je bil kar visok, ni bilo nekega popuščanja in je bilo vse bilo v redu, ja. Kakšen suport je bil strani učiteljev, strokovnih delavcev? Ste imeli vse, kar ste potrebovali? Ste vedno dobili vse pravočasno? Ja, učitelji so bili vsi zelo prijazni in vse gradivo in snov je bilo vse na internetu, tako da s tem res ni bilo nobenih težav. Torej bi še enkrat izbrali enako vrsto izobraževanja? Ja, sigurno bi pač priporočil bi vsem tem, ki pač ne morejo redno delati srednje šole, bi priporočil tako obliko, da je zelo v redu. Bi še kaj posebej izpostavili, recimo, kaj vam bo ostalo najbolj v spominu? V spominu ne vem, po moje najbolj se moram zahvaliti vam, ker ste mi dosti pomagali in ste mi dali dosti stvari in vse, pri vsemu, tako da drugo pa ne vem, to vse.